Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Novogoriškega športnega parka, kjer odbiramo tekme 26. kroga v naši elitni nogometni ligi, prvi ligi Telemach. Pomerila pa se bosta Gorica in Mura. Predložke pošilja pred tekmečevo vrata Zličič. Zdaj še enkrat pošilja žogo proti srbskemu nogometašu. Znova Zličič, priložnost za Muro. Matevž Dajčar pri 21 letih, sorazmerno mlada vratarja. Gorica ima danes na klopi še mlajšega vratarja, Denisa Zerijalija. Zdaj pa strel z velike razdalje, prvič kar nekaj dela za Mihelaka. Po 11:30 se bo začel ta žred. V Obnju bodo 4 prvoligaši in 4 drugoligaši. Zdaj priložnost za Gorico. Stankovski je sprožil sijajno pa v vratih Mure Klemen Mihelak. Ta potil v gnečo. Muraši so potem nekako uspeli žogo spraviti na desno stran proti Begajoviču. Zličič preigrava. Zličič strelja prek vrat. Lazar Zličič. Zirdum je z avtogolom izenačil, na tom pa Kaj Cipot, Jan Gorenc, Bobičanec in Vito Štrakl za visoko zmago Mure. Priložnost zdaj za Stankovskega gol! 53. minuta, kdo drug kot Luka Stankovski, ki postaja nekakšen talisman Gorice v zadnjem obdobju po prihodu iz Gaziantepa. Njegov drugi zadetek odločil je v podobnem obdobju prejšnjega kroga tekmo v Celju. No, zdaj pa je zatresel še mrežo Mure in Gorica se veseli vodstva z 1:0. Stivna Juncaja, Dilena Mlakarja, Luko Vekiča, Mateja Jukiča, Luko Maruco in Alena Krajca. Tole je Stankovski ponovno v napadalni akciji, tokrat ga zaustavlja Kaj Cipot, ne nase. Stankovski, nova priložnost za Gorico, kot bo za domače. Za Kolobariča, ki je sam pred vrati. Kolobarič strelja. Očitno brez prepovedanega položaja. Že predložek proti oddalječi vratnici, izenačenje. Strelec pa je branilec Kobi Moris. Zaspala je zdaj goriška obramba. Po tej podaji proti oddalječi vratnici, tam je povsem osamljen zadevo. Tule pa pogledamo še enkrat tale predložek. Edi Reja, na koncu 1:1, delitev točk proti Muri. Povejte nam najprej, kako ste zadovoljni s tem rezultatom. Smo zadovoljni, ki smo igrali v Celje, smo igrali proti Mura. Mura, sem rekel že popred, je ena najboljši ekipe, ki sem videl to v Sloveniji. Je težko igrati proti njem, ki imajo fizično, imajo tehniko, vse organizirani. Mi drugi smo naredili 60-70 minut eno dobro tekmo, ki smo prešing vse persvod, podle smo fizični, smo šli dol, nismo več vedli. Smo imeli 2 ali 3 prilike za zopret v tekmu na 2:0, pa bi bila narata, zakaj smo imeli 2-3 prilike. Mislim, da je prav. Eden je prav v tekma. Tudi Mura je igrala dobro. Jaz sem zadovoljen za tisto, ki smo napravili danes. Zdaj pa vas čaka pomembna tekma proti, rekel bom, neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Odhajate v Sežano, že kaj razmišljate o tej tekmi? Če igramo tako, kot danes, ko smo igrali v Celje, bi lahko zmagali, però veš, v tekma je treba jo igrati, je treba raditi dobro, imamo še kaj
zadenti blizu, organizacija, tehnika, kako se reče, le soluzioni offensive, la zona offensiva. Ofensivne rešitve. Rešitve, ne? Onda je treba dati na mjesto. Onda nismo pridmo, a moment potle je treba priti un moment poprijet. Bomo radili do to, imamo un tjedan naprej, bomo videli, če napravimo dobro tako tekmo, za nas je močno importantna taka tekma. Dejan Grabič, 1-1 v Novi Gorici, za zdaj, kar se vas tiče, zmaga doma in remi na tujem, bi tale ritem podpisali tudi v nadaljevanju? Ta ritem je za naslov prvaka, ni nekaj tazga. Mislim, seveda bi, tudi glede na to, kaj se je dogajalo na igrišču, bi, verjetno zasluženo z obeh strani. Kar smo imeli težave v prvem polčasu, mislim, tako plastično se vidi, ko v fazi napada, ko imamo. Če ne napadaš globino, če nisi nevaren za njihovo zadnjo linijo, če tega ne igraš dovolj daleč, ti pade vsaka igra, nevaren si za gol. To, kar je Gorica delala večino tekme dobro. Se pravi, večinoma z dolgimi podajami za našo linijo in s tako kvalitetnimi nogometaši, kot jih imajo, smo imeli velike težave. To je neka ocena. No. Vi ste seveda poizkušali nekako prebuditi svoje fante v napadu, videli smo tudi izmenjavo o polčasu, ampak zdi se, da šele v zadnjih 20 minutah ste začeli ustvarjati tisti pravi pritiski, na koncu le zadeli Gorici, ki ne pušča prav veliko prostora zadaj. Ja, zdaj v seštevku smo mi dovolili preveč priložnosti, to je enkrat ena. V drugem polčasu pa, ko so oni zamenjali formacijo, ko so se branili v 5-4-1, smo lahko dosegli na njihovi polovici malo več miru na žogi in smo začeli igrati to, kar smo se dogovorili pred tekmo. Se pravi, da jih poskušamo raniti vedno za linijo ali pa vmes. Druga stvar v prvem polčasu, tudi ta naša postavitev oziroma odločitev, da je Martin igral, Šroler, ravno zaradi tega, da poskušamo to igrati, imamo v prostoru 10-2 igralca in Šrolera in Zličiča in tega nikako nismo mogli odpreti. No, ampak za naprej nam je popolnoma jasno zdaj, kaj moramo delati. Bom rekel, še en praznik nogometa v Murski Soboti, zagotovo v četrtek, ko prihaja Koper, to so zdaj te medsebojne tekme v boju za evropske vozovnice. Ja, tam ne bomo smeli imeti takih nihanj znotraj tekme. Se pravi, da moramo biti natančni v tem, kar se dogovorimo. In ko to delamo, če je nekdo to zna kontrolirati in je boljši, je ok. Ampak tukaj mi nismo dovolj sprovocirali obrambo Gorice v prvem polčasu. Za Koper pa bomo videli tudi, kako se bomo postavili. Moramo še njihovo tekmo pogledati, tako da bo plan bolj jasen. Nejc Mevlja, čestitke bom rekel za osvojeno točko, ampak verjetno glede na okoliščine in glede na to, da ste vodili, malce celo žalujete za popolnim izkupičkom, ali pač? Ja, škoda. Danes smo igrali res dobro, sicer prvih 15 minut malo tako, ampak potem smo vzeli žogo v svoje noge in mislim, da smo si ustvarili tudi veliko šans, pol šans in ja, škoda za to točko, ampak pozitivno je v dveh tekmah, proti dobrim tekmicam smo zbrali 4 točke, tako da je pozitivno. Zdi se, da ste v zadnjem obdobju našli nek balans, neko čvrstino, malo puščate zadaj tekmecem, to je verjetno nek temelj za nadaljevanje sezone. Ja, sigurno, igramo s 3 odzadji oziroma s 5, tako hoče trener, tudi nam je dal neke taktične ideje in teh se držimo, vsak igralec ve, kam mora teči in ko veš, kaj moraš delati na igrišču, je pol lažje, tako da ja. Zdaj zelo pomembna tekma v četrtek v tem boju za obstanek, ta neposredni tekmec, odhajate v Sežano, ampak tam ste v tej sezoni že zmagali. Ja, proti Sežani bo ena težka tekma, sigurno so to duple točke, treba zmagati, treba zbirati točke, da se rešimo tega, ampak verjamem, da s tako igro, ko smo prikazali danes, bo pozitiven rezultat. Kobi Moric, čestitke za točko osvojeno tu v Novi Gorici, tudi za vaš zadetek. Kako ste zadovoljni na koncu z remijem? Pa nismo zadovoljni, ali opet
nismo ni previše tužni s obzirom kako se kretao rezultat. Gubili smo 1-0, na kraju smo uspjeli izjednačiti. Srećom eto mojim pogodkom, sretan sam zbog toga, ali nisam sretan zbog toga što nismo osvojili sva 3 boda. Ali kažem, s obzirom kako se kretala utakmica, ok. Ja, Gorica ponavadi, ko doseže zadetek, vsaj v tem zadnjem obdobju, težko tekmecu karkoli veliko prepušča v napadu. Vi ste izkoristili eno vidjeli smo priložnost. sad prošli vikend protiv Celja, poveli su i to ne dopuštaju protivniku previše prilika. Kažem, mi smo iz kornera uspjeli nekako to izjednačiti, tako da ne možemo biti nezadovoljni. Zdaj vas čaka derbi s Koprom, vsi vemo, da si želite Evrope, to bo v tem boju zelo pomembna tema. Pa da, bit će jako bitna utakmica ako planiramo nastaviti, zadržati priključak za ekipama koje su gore u toj borbi za Europu, tako direktan suparnik, konkurent za to 4., 3. mjesto, pa ćemo vidjeti. Nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici.